Nadaljujemo na domačih tleh. Že pred tedni so se po Sloveniji pojavili plakati, ki pozivajo k ponovni uvedbi vojaškega roka. Čeprav se ideja sprva zdela nerealna, lahko z novo vlado hitro postane resničnost. Med ključnimi nalogami nove vlade bo postopno uvajanje naborniškega sistema in 6-mesečnega vojaškega roka. Mnenja so različna. Idejo podpirajo predvsem starejše gospe, ker verjamejo, da bo iz slovenskega fanta s pomočjo vojaškega roka iz tega nastalo tole. Se pravi, moški, ki zna ravnati z orožjem in ima psihične travme. Ta kombinacija se še nikoli ni izkazala za napačno. In čeprav se nekaterim obvezni vojaški rok zdi dobra ideja, si ga je v današnjem času težko predstavljati. Ko včasih so nabornike poslali v neko vukojebino sred Črne gore, sem da so bili čim dlje od doma. Kam jih bojo pa danes poslali? V Lendavo? O ne, le kako bojo komunicirali s svojci pri taki pokritosti s 4G signalom. Še najbolj pa je ideja uresničljiva zaradi današnjih staršev. Če bodo vojašnice organizirale informativne dneve, lahko podobno kot na fakultetah, pričakujemo, da bo vstop polnoletnim dijakom dovoljen samo v spremstvu staršev. Te bojo enkrat na mesec imeli tudi možnost govorilnih ur pri dežurnem oficirju, kjer bodo poskušali zvedeti, če Lan Sian Tian dobro napreduje pri streljanju s tankom ali naj ga zaradi njegovih edinstvenih sposobnosti rajš prepišejo na Valdorfsko vojašnico. Do neljubega dogodka je pred tednom ni prišlo v okolici Ptuja, kjer je neznani storilec podal direktno grožnjo kmetijski ministrici Aleksandri Pivec. Grožnja ni bila čist direktna, ker storilec zgleda ni hodil k tabornikom in se je na vasi malo zgubil. Ko vinske trte zabito vrata belega terenca, politega z bencinom, je prizor, ki je zjutraj na Ptuju pričakal soseda kmetijske ministrice Aleksandre Pivec. Ta ima namreč skoraj enak avto kot predsednica stranke Desus, zato se ugibam, da so napadalci zgrešili tarčo in da je bila grožnja namenjena Pivčevi. Ne samo, da se je lotil napačnega avta, to je še naredil pred napačno bajto. Ne se pa zgodi, ko človek ima sveže ideje, nima pa osveženih Googlovih zemljevidov. Policija dogodka sprva ni jemala preveč resno iz dveh razlogov, ker se je zgodil na napačnem naslovu, pa ker se je zgodil na Štajerskem. Tam kol v avtu ni nujno posledica grožnje, ampak je lahko preprosto posledica dobre fantovščine. Da pa je dejanje imelo jasnega naslovnika, je policiji dal vedeti naslednji podatek. Rastlina, ki sicer zgolj spominja na odsekano vinsko trto, je bila skupaj s kolom zataknjena za voznikovimi vrati. Gre za sporočilo ministrici, ki prihaja iz znane vinogradniške družine. Tako. Detektivi. Če je na kol navezana vinska trta, je takoj jasno, da je to sporočilo namenjeno Aleksandri Pivec. Ker če bi sporočilo želeli prenesti predsedniku Pahorju, bi bil na kol navezan pameten telefon. Če pa Mateju Toninu, pa zobni aparat. Zdaj pa k dobrim novicam iz slovenske policije. Potem, ko so na policiji konec lanskega leta v prometu uvedli nove patruljne avtomobile, še predtem pa nove prijeme za nadzor hitrosti, se lahko zdaj pohvalijo s še eno novostjo. Z novim helikopterjem. Skupno jih imajo zdaj že kar 7, kar je res impresivno. Mal manj impresivno pa je, da letijo samo 3. Kaj točno delajo ostali 4, ni znano, smo pa prepričani, da služijo dobrem namenu. Generalna direktorica policije Tatjana Bobnar je izpostavila, da so na ta dan čakali predolgo. V policiji smo namreč zadnji helikopter nabavili leta 2007. Zadnji helikopter istega razreda, torej večnamenski, transportni, pa daljnega leta 1987. Prav ste slišali, nov helikopter bo nadomestil tistega z leta 87. Kaj da ne govorimo o opremi slovenske policije, ampak o opremi slovenskih železnic. Če bi policiji enako pogosto kot helikopterji menjali avtomobile, bi se policija še danes naokoli vozila z jugeci, na katerih piše milica. Ker se bo nov helikopter uporabljal za najrazličnejše naloge, med njimi tudi za reševanje iz visokogorja, pa se ga niso razveselili samo policisti, pač pa tudi češki turisti v natikačih.
Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.